recimo? Polno napolnjena zdrži 1 uro ščetkanja, tako da če nekje predvidimo 4 minute, kot ima pač odštevalnik ta ščetka, potem si pač preračunamo, koliko to 2-krat na dan in odvisno seveda tudi, koliko oseb uporablja zobno ščetko, ampak enako deluje tudi, ko pač baterija ni polno napolnjena, torej z isto jakostjo frekvenca ostane enaka, torej vsi ti programi v svoji polni funkciji delujejo. Fantastično. Tudi nastavki sva rekla, ne, so še zraven. Tukaj imamo v bistvu 2 glavi. Tako, 2 glavi kapljične oblike, ta je zelo pomembna. Informacija in tudi ščetine niso naključno posejane, kot so posejane. Jaz rada rečem, da ta pač minimalistična zasnova, ki je značilna za Curaproxove izdelke od ščetk do vseh ostalih, skriva dejansko dobro premišljeno in tehnologijo in obliko. Torej, ta kapljična oblika je mala glava, ki lahko enostavno doseže tudi težje dosegljiva mesta. Ta model Easy, kot že ime pove, je easy, enostavno za uporabo. Še bolj minimalističen, en tak priročen ozek etui in en nastavek, tako da deluje v teh 3 programih, kot sva jih prej omenjali. Glavo zelo enostavno namestiti, tako kot pač pri ostalih modelih in znova kapljična oblika glave, ščetine koren, tudi ta nagib CuraCurve dejansko je cenovno ugodnejša različica. Moram pa povedati, da vsi, ki bi si želeli probati tudi druge nastavke, so medsebojno zamenljivi, tako da se lahko uporabijo tudi katerikoli ostali. Lahko kombiniramo, a ne? Tako. Torej, kot pri ročnih ščetkah tudi tukaj svetujemo, da se prisloni polovico glave na zobe polovico na dlesni in se čisto nežno, brez kakršnega koli pritiskanja, to glavo obrne v dlesen. Torej, ščetine so tako nežne, da to tudi pri vibracijah ne bo povzročilo škode, ampak res nežno. In potem klopimo ščetko in se pomodimo za 2 do 3 sekunde pri vsakem zobu. In potem je naša naloga samo ta, da se zelo počasi pomikamo po zobnem loku, torej na zunanji strani, in en tak signal, ki nas v vseh 3 zobnih ščetkah opozori, kdaj je čas, da zamenjamo kvadrant pravzaprav. Torej, če razdelimo na kvadrante, ščetka se bo samodejno ugasnila pri 4 minutah, tako da to je eno tako vodilo in bomo videli, da po 2 minutah bi bilo absolutno prehitro, če bi se ugasnilo. Največ težav nastane, ker se po uporabi dobro ne očisti. To pomeni, da je treba tudi potem, ko uporabimo nastavek, zmeraj vzeti ščetke, potem ga dobro splahniti, po možnosti obrisati z brisačo, zato ker vseeno je gosta površina, v kateri se nabirajo pač lahko tudi bakterije, če ne očistimo dobro, in pa seveda ne smemo pozabiti tudi obrisati ročaja, da se ne bi tukaj recimo v gumbu kakšna ta mešanica zobne paste ali pa vode nabirala in na ta način podaljšamo življenjsko dobo in pravzaprav ni razloga, da nam ne bi služila dolgo časa. Nastavek je v resnici obdelan z aktivnim ogljikom, tako da doda tisti belilni učinek. Je iz naše linije Black is White, iz katere mogoče gledalci tudi poznajo zobno pasto, torej tudi tam je aktivni ogljik in poskrbi, da se ti pač površinski madeži lažje odstranijo. Zob seveda pač odvisno od tega, kakšna je naša naravna barva zobne sklenine, kakšne so naše življenjsko-stilne navade, če pijemo dosti kave, čajev ali pa hrane, ki obarva zobe. Skratka, tu je pač en tisti dodatek, ki pripomore. In te so dejansko tudi namenjene vsakodnevnemu nežnemu beljenju, tako da tudi, če se recimo v kombinaciji z Black is White ali pa tudi s katerokoli drugo, tudi ročno ščetko magari uporablja, poskrbi tudi za to nežno beljenje, ampak na ta encimski način, neškodljiv način. Mimogrede, so primerne zobne paste Bio tudi za otroke? So. Torej, če te prav razumem, tudi če se soočamo s kakšnimi razjedami ali pa neprijetnimi aftami v ustni votlini, lahko uporabljamo brez težav CuraProx zobno kremo Encikal. Res je. Zelo dobre povratne informacije imamo od tistih, ki so se pogosto srečevali, ker nekateri imajo kar kronično to pojavljanje aft, torej ob vsakem recimo padcu imunskega sistema, da ob prehodu na to pasto se dejansko težave bistveno zmanjšajo, torej jih ni. Ja, gre za to, kakšna je vsebnost fluoridov, torej ali je to 950 ppm, 1450, zero je brez fluoridov. Nekaterim ustreza takšna zobna pasta zaradi različnih razlogov in tukaj je ta, ki jo lahko uporabljajo. To je prva, ja, tako. Moram pa poudariti, da brez dobrega mehaničnega čiščenja nam tudi zelo vrhunska zobna pasta ne bo pomagala. Torej, najprej je to mehansko odstranjevanje zobnih oblog, kot smo prikazali, da se pač izognemo zobnemu kamnu. V tem primeru torej nam nič drugega ne pomaga, kot da res poščetkamo.